Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma drugega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Stožicah se bodo pomerili nogometaši domačega Brava in lendavske Nafte. Všečno igro so Lendavčani uprizorili v prvem krogu, dobro so se zoperstavili Kopru, vendar pa izgubili. Z 2:0 so bili boljši Kanarčki, ki so nato na Ferskih otokih z 2:0 premagali tudi Runavik, dvakrat je zadel Irabor. Nogometaši Brava pa so nekako proti pričakovanjem zelo dobro krenili v to tekmovalno leto. 2 zmagi so že vknjižili, najprej v prvem krogu proti Olimpiji, nato pa še bolj presenetljivo proti Škendi, izvrstnega predstavnika iz Severne Makedonije. Na mestu Lanštraus, Marwan Nzuzi. Bomo videli, kakšna bo nova vloga Nzuzija. Tole pa je priložnost za Jašaragića. Brani pa Benjamin Matičić. Lavrenčić, Pihler. Nekaj več prostora za Nafto na desni strani. Kambić. Kambić prodira. Luka Kambić, Pihler! To je gol! 1:0 vodi Nafta, Luka Pihler do prvenca v prvi ligi. Kapitulirala je obramba Brava prvič v tem tekmovalnem letu. Luka Kambić z dobrim prodorom. Žogo je spravil do Luke Pihlerja, ki je z natančnim strelom ukanil Benjamina Matičića. Nafta do vodilnega gola v Stožicah. Že drugič danes se je Šiškarjem izmuznila osredotočenost zadaj. Anis Jašaragić pred nekaj minutami tega ni izkoristil, zato pa je bil v tem primeru natančnejši Pihler. Brez prepovedanega položaja, vse čisto. Vprašanje sicer, če je Luka Kambić iskal tu Pihlerja. Ampak dobro delo Šiškarjev zadaj, Nuhanović, Jakupović, lepo se obrnil, tu je Okpo Mazje, Stanković, Jakoslav Stanković je v kazanskem prostoru, Stanković, Nuhanović, brani pa Erjavšek. Da so varovanci Arnola na zadnjih 5 prvenstvenih tekmah vselej dosegli vsaj 2 gola. Bomo videli, če bodo tudi danes učinkoviti. Pihler v kazenski prostor, priložnost za drugi gol Lendavčanov. Dragonar do strela. Maj Fogec, Stanković se je odločil za Mazjeja, ta pa je izgubil ravnotežje. No, na to slaba reakcija tudi prek Murcev Štraus, Divine Omoreji. Omoreji. Preigrava Omoreji, Mazje se mu je lepo ponudil. Mazje, dober poskus. Erjavšek brani, odbijajo na to nogometaši Nafte. V težkem položaju zapravil je žogo Pirtovšek na Jašaragića, ki je v prepovedanem položaju, zato prepušča Zorici. Ivan Zorica, Jašaragić, brani Matičić. Ogromno sreče zdaj za Bravo, da nasprotnik ni podvojil prednosti. Napadalna igra brez kakršnega koli leska zaenkrat. Tu je Divine Omoreji, Poredoš, no tole bi zdaj lahko bilo zanimivo. Nuhanović, odličen poskus. Iznajdljivo si je žogo vzdignil v zrak. Veliko prostora ima zdaj Omoreji. Zorica je zamudil pri vračanju nazaj. Omoreji, tole priložnost za Mazjeja. Slabo je zaključil Dragonar v bloku, udarec iz kota za Bravo. V terskem prostoru tako ali tako Nuhanović v tistem trenutku še ni izvedel vsega skupaj, zdaj pa prekršek v napadu. No pa bo vendarle menjal Hermoso Herrera, Alex Pihler bo prišel na teren. Jakob Brunhofer, Štraus. Lavrenčić, lepo Maroša, tole je zdaj zanimivo, Pihler, Luka Pihler gre naprej, 2 dobri rešitvi se mu ponujata. Pihler pa tu kar precej sebičen na drugačen način in
Ta trenutek bi se lahko izkazal za prelomnega, zdaj se še dvigujejo delnice za ta scenarij. Nuhanović se bori, priložnost za Bravo in na koncu vendarle prekršek nad vratarjem Erjavškom. V prvenstvu ni več, res je bilo impresivno, s kakšno hitrostjo je počel nekatere stvari. Priložnost za Bravo, Simonič, brani Erjavšek. Laurenčič. Še eno zamenjavo pripravlja Herrera. V igro bo vstopil Šion Omrani. Alex Pihler. Laurenčič. Lepo Kimi Laurenčič, krasno za Poredoša, to je mamljiva akcija. Poredoš! To da brani Benjamin Matičič. Laurenčič danes res dobro orkestrira zvezni liniji Nafte. Tu je Zorica, Ivan Zorica. Še ena priložnost za Nafto, zdaj se je Bravo znašel pod pritiskom svoje zmožnosti Dragoner. James Arinze ga je zlahka zaustavil, Simonič pa slabo odločitvijo, ni bilo dovolj prostora za podajo proti Mazeju. Zdaj pa so nekoliko zavrele strasti prvič danes, kajti zelo športno tekmo spremljamo zaenkrat. Rumena kazen za Jamesa Arinzeja in Jereja. Takole je padel Aron Dragoner in gotovo bo ukradel kakšno sekundo vsakič, ko se bo za to ponudila priložnost. Ta situacija je naravnost idealna za kaj takega. Kmalu bomo vstopili v zadnjo šestino te tekme. Bravo še naprej zaostaja in grozi mu, da bo najdaljši zmagovalni niz v zgodovini kluba končan na zadnjih 8 tekmah. 24 osvojenih točk. Stoodstotni izkupiček torej. To bo morda celo rdeč karton za Jamesa Arinzeja in Jereja. Mihael Antić je stekel do monitorja. Nafta, potem ko je sodnik že vse skupaj pregledoval po časnem posnetku, ni dočakala 11 metrovke na zadnji tekmi. Bilo bi res nenavadno, če dvakrat zapored odločitev glavnega sodnika ne bi šla njim v prid. Glede na to, kako hitro je Mihael Antić končal z gledanjem, je seveda jasno, da bo mladi Nigerijec videl rdeče. Preklican rumen karton in rdeča kazen za Jamesa Arinzeja in Jereja. Nekaj negodovanja na tribunah in pa jasno veselje na gostujočem sektorju, kjer so privrženci Nafte. No, zdaj pa so delnice Brava res izrazito padle. James Arinze končuje z nastopom, zgolj nekaj minut je preživel na igrišču. Upam, da bomo še enkrat vse skupaj videli v počasnem posnetku. Ne moremo reči, da je šlo za nameren udarec, težko je to seveda vedeti. In ja, to je povsem pravilna odločitev. Nespametna poteza v vseh primerih Arinzeja, v vseh pogledih. Zorica, takoj bo seveda več prostora za Nafto. Jaša Ragić, nesebično Maroša, Maroša in tu je 50. gol Amadeja Maroše v prvi ligi. 3 točke so za Lendavčane pod streho. Amadej Maroša v polno, potem ko je kar nekaj časa okleval strelom. Končal pa nervozo z natančnim strelom, z dobrim zaključkom. Nafta do prednosti 2 golov in
Ob številčni premoči bi to moralo zadostovati za prvo zmago v tem tekmovalnem letu. Če so na prvem srečanju s Koprom pustili všečen vtis, pa danes dobro podobo potrjujejo tudi s pozitivnim rezultatom. Anis Jašaragić takole do Maroše, ki je izmaknil žogo čuvavo. Mislim, da so tudi Šiškarji izgubili vero v zasuk. Brunhofer pa Nzuzi. Nuhanović. Strel z razdalje, tole je dobro. Marko Simonić je napravil nekaj dela zdaj Lukasu Erjavšku. Naslednjem prekmurskem derbiju, torej že prihodnji konec tedna. Jovan tokrat dostrela z glavo, toda brez nevarnosti tudi v tem primeru. Slabi 2 minuti pa sta samo še ostali do konca rednega dela tekme. Ni podatek, ki bi prižigal iskrico upanja za Bravo. Kakršenkoli nadomestek časa bi Šiškarje danes težko rešil neizogibnega prvega poraza v tej sezoni. Maroša je tu, lepo Maroša, priložnost za Nafto in tu je tretji gol. 3-0. Do prvenca je prišel tudi Andre Ferreira in Nafta ima zdaj, pozor, skupaj z Mariborom in Muro, najučinkovitejši napad med elito. Nekaj, česar niste pričakovali pred začetkom te preizkušnje, kar priznajte. Andre Ferreira, torej do prvega zadetka v prvi slovenski nogometni ligi, Maroša pa golu dodaja asistenco. Pika na i res fantastični predstavi. Z izjemno popotnico se bo četa Hermosa Herrere podala na prekmurski derbi prihodnji teden. Enako pa velja tudi za Muro. Luka Pihler, iskrene čestitke za zmago, dominantna predstava in tudi prvenec v prvi slovenski nogometni ligi. Verjetno bi si težko zamislili boljši večer, kaj ne? Ja, najlepša hvala za čestitke. Sigurno super tekma z naše strani. Vedeli smo, da bo težka tekma, ampak mislim, da smo delali dobro in na koncu zasluženo zmagali. Vzorec je sicer nekoliko majhen, ampak nekako se zdi, da pod vodstvom novega trenerja igrate na drugačen način, da ste nekako bolj napadalno naravnani, pa tudi jasno odlično formo ste ujeli. Vsekakor dobra popotnica za prekmurski derbi. Kakšna napoved morda? Ja, sigurno se poznajo neke nove ideje trenerja, ki skušamo iz tedna v teden bolj upoštevati. Mislim, da se to vidi tudi na samih tekmah in zdaj gremo v derbi samozavestno. Najlepša hvala. Že pred tekmo ste nekako dejali, da bi utrujenost danes lahko bila velik problem. Nekako se zdelo po telesni govorici, da želite privarčevati nekaj moči, vsaj v prvem polčasu, drugega ste sicer krenili precej bolje, ampak ni bilo dovolj za zasuk. Vaši vtisi? Ja, najprej Nafti čestitam na koncu za zasluženo zmago, to je potrebno poudariti. Strinjam se z vami in sicer predvsem uvodnih 25 minut je bilo izredno slabih, ampak moram priznati, da ne plansko, ne bomo skrivali poraza ali pa rekli, da smo tukaj v bistvu varčevali, mi smo si želeli danes zmagati, ampak uvodnih 25 minut je bilo v bistvu premalo intenzivnih. Praktično smo izgubili vse duele, vse druge žoge, zamujali nasprotnika tako v pritisku kot ob dolgih žogah, tako da nasprotnika je zelo preprosto lahko naredil problem. Po 25 minutah pa zelo solidnih 20 minut, kjer smo v bistvu prevzeli kontrolo in ustvarili dovolj priložnosti, malce premalo igralcev v 16-metrskem prostoru.
odličen uvod v drugi polčas, kjer pošteno povem, da smo rekli, da ostanemo samo potrpežljivi, da bo slej ko prej prva žoga padla v gol in da bomo potem iskali zadetek za zmago, ampak jaz mislim, da je rdeči karton v tistem trenutku nam pa vse te plane podrl. Kljub temu smo z igralcem manj še poskušali napadati, ker pač nimaš kaj izgubiti, a izgubiš 3-0, 2-0, to je za nas ni neka razlika. Poskušali smo priti saj do točke tudi z igralcem manj, ampak danes nam to ni uspelo in tako kot sem rekel, je treba nasprotnikom čestitati. Verjamem, da ne bo težko misli preusmeriti na evropski zmenek. Pomerili se boste z ekipo, ki je v zadnjih 3 sezonah 2-krat igrala v skupinskem delu konferenčne lige. Na prvi tekmi ste dokazali, da Škendi lahko parirate. Kaj bo potrebno storiti, da zadržite prednost? Jaz bi tle dal samo eno izhodišče, zavedamo se, da je naloga izredno težka, ampak točno tako, kot ste povedali, dokazali smo na prvi tekmi, da se to da, kljub temu, da je nasprotnik v zadnjih letih v Evropi izredno, bom rekel, za naše razmere, za ekipe, ki prihajamo v kvalifikacije, izredno dominanten, ampak jaz mislim, da predvsem aktivnost, da rezultat 2-1, ki ga imamo v Ljubljani, ne pomeni nič, če bomo preveč pasivni. Jaz verjamem, da je res največji riziko ta, da če ne upaš sprejeti nobenega rizika in tudi mi v Makedonijo gremo z jasnim planom, na kakšen način želimo zabiti in pa seveda na drugi strani z načrtom, kako njihovo individualno kvaliteto kar se da omejiti. Najlepša hvala in sreče. First of all, congratulations for the dominant performance. Before the game you didn't rely on your opponent's tiredness, however, probably the points, even if Bravo wasn't at their best, are no less sweet, right? Yes, it's difficult sometimes to measure, no? If the result was because they play European competition, the reality is the result is there. We are very happy because we are in front of us one of the better teams in the competition and our performance was very good. We think that even we can score maybe the 2-0 together, before, but anyhow, we think that our performance was complete. We concede a few chances, maybe very little, and at the same time we need enough chances to score even more goals. We are very happy. We have a lot of respect for the opponent, of course, but we are working well. We have a very good feeling during the week, and in the competition was reflected. Verbič and Ferreira scored their first and Amadej Maroša his 50th goal in this competition. How happy are you for them? Yes, of course. It's not only about the scorers, it's only about the team, about the players that came from the bench. We are happy in general. You can see that after the game because for us it's very important. Now we have a lot of work to do it, but it's better to work after results like this because the people are more happy and maybe the work that we are doing every day is easier for the coaching staff to transmit that, and this is the way to get the goals that we have as a club and as a team. You showed 2 really good performances. It seems that under your leadership, NAFTA have found a really good form. How much are you looking forward now to Prekmurje derby, and what does this local rivalry mean to you? Of course, we think that even with Koper we compete in a very good way without the result that we wanted, but we compete very well. But at the same time, beside the result of today, we are convinced that we need to give our 100% every day because without that, for example, the next week in our derby, we don't have any possibility to get the points. And our idea is not only to compete in this way, even to be able during the week to improve and to compete even better. Thank you very much. Sandi Nuhanović, verjetno se lahko strinjava, da je NAFTA danes bila preprosto boljša od vas, ampak najbrž vam to ne bo pretirano skrajšalo zaleta pred zelo pomembnim evropskim zmenkom. Pa ne bi rekel, da je bila boljša v celotnem poteku tekme. Prvih 20 minut ni bilo najbolj naših, potem pa nekako smo vzpostavili ritem, bili boljši, nismo uspeli zadeti, dobro krenili drugi polčas, a ta rdeči karton nas je popolnoma presekal, dobili drugega in potem na koncu še tretjega. Kaj bo potrebno storiti proti Škendi, da boste obdržali minimalno prednost prve tekme? Definitivno biti agresivnejši, dobivati duele, druge žoge in nekako popraviti tole obrambo iz prvega polčasa. Najlepša hvala in srečno.